Božji stil ni človeški stil. Bog zmaguje s ponižnostjo. To nam med drugim razodeva konec največjega med preroki Janeza Krstnika, ki je pripravil pot Kristusu, sam pa se je na to umaknil. Tako je razložil papež Frančišek, ko je med homilijo spregovoril o današnjem evangelskem odlomku. In sicer, ko je zjutraj daroval sveto mašo v kapeli doma svete Marte. Janez Krstnik, največji med ljudmi, pravični in sveti, ki je ljudstvo pripravil na Mesijev prihod, je bil obglavljen v temi neke celice, sam obsojen zaradi maščevalnega sovraštva neke kraljice in strahopetnosti nekega brezvoljnega kralja. Pa vendar s tem Bog zmaga. Jezus je tisti, ki je Janeza opredelil za največjega človeka, rojenega iz žene, za največjega svetnika. S tem je Janeza Krstnika kanoniziral že Jezus sam. Ko so Janezovi učenci slišali, da je bil le ta v ječi obglavljen, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga položili v grob. Zdi se, da so se sprijaznili, vdali, bil je konec. Veliki prerok, zadnji med preroki, edini, ki mu je bilo dano videti Izraelovo upanje. Papež Frančišek je nadalje poskusil ubesediti, kar se je dogajalo v Janezovi celici pred usmrtitvijo, oziroma kar se je dogajalo v duši glasu, ki je vpil v puščavi in ki je množice krstil v imenu tistega, ki mora priti. Sedaj je bil uklenjen. In sicer ne le z železnimi verigami ujetništva, ampak po papeževi presoji verjetno tudi s ponami negotovosti, ki ga je izčrpavala. Janez Krstnik je v ječi trpel notranje trpinčenje dvoma. Sem se morda zmotil? Ta Mesija ni takšen, kot sem si jaz predstavljal, da bi Mesija moral biti. Janez je svoje učence poslal vprašati Jezusa, naj pove resnico, če je on tisti, ki mora priti. Zaradi tega dvoma je Janez Krstnik trpel.